Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se pa odpravil na eno 2-urno vožnjo, da še na cesti testiram kolesarski števec Brighton Rider 750 CE. Na pot sem se odpravil ob enih popoldan, vreme je čudovito sončno in 27 stopinj Celzija. Za začetek sem šel ven na cesto, kjer sem počakal nekaj sekund, tako da se je števc povezal s sateliti. Ugotovil sem, da ko se prvič poveže s sateliti, se mu tudi pravilno nastavi datum in čas. Preko števca sem povezal tudi vse svoje senzorje, se pravi tistega za hitrost, za kadenco, za moj srčni utrip in tudi radarsko lučko. Tako se pač lepo vidi, da ni pomembno, kje si kupil senzorje, števc pač prepozna tisto, kar je na razpolago. Namenoma tudi števca nisem napolnil do 100%, tako da se odpravljam na pot s 63% in bomo videli po 2 urah, koliko bo porabil. Glede tega Brighton števca bi rad takoj razčistil eno stvar, in sicer moramo vedeti, na eni strani imamo tiste najbolj preproste števce Sigma, na drugi strani imamo super vrhunske in zmogljive števce Garmin. Vmes je pa ena ogromna praznina, eno veliko polje, kjer se pač konkurenca trudi najti svoj prostor. In Brighton je eden izmed tistih, ki bi rad zapolnil to praznino. Jaz tudi ne trdim, da je ta števec enako dober kot Garmin ali pa boljši, ker verjetno ni. Ampak za enega poprečnega kolesarja, ki je trenutno mogoče res šele na Sigmi, tako ko sem bil jaz pred 1 letom in pol, pa malo gleda, da bi imel kakšen pametni števec, malo GPS-a in navigacije, pa recimo, da ni lih pripravljen stegniti 400 € za Garmina, naj razmisli o varianti Brighton Rider 750 CE. Namen tega videa tudi ni, da vas jaz učim, kako se nastavljajo posamezne nastavitve. Tisto si lahko vsak preveri sam. Če bo kakšna ekstra želja, lahko naredim posebej video o tem, ampak načeloma jaz bi rad testiral števec, kako se obnaša na cesti, v realnem prometu, kako dela navigacija, kaj lahko spreminjaš med vožnjo in podobno. En del tega testa je pa tudi to, če je realno možno, da bi baterija števca lahko zdržala 40 ur. Dal bi en nasvet glede montaže, in sicer ta nosilec ima 2 vijaka s spodnje strani, zato je pametno nosilec najprej obrniti narobe, ga delno priviti z zgornje strani, potem ga pa obrneš prav, nastaviš števec tako, kot ti najbolj ustreza in do konca priviješ. Ta prikaz na števcu je sicer lep in razumljiv, ampak mi vsi podatki ne odgovarjajo, tako da se bom zdaj tukaj ustavil in si naštimal podatke po svoje. Izbral sem prikaz s 7 podatki, čist na vrhu imam hitrost, prevoženo razdaljo, prevožen čas, to je lih tisto prav, kar jaz rabim. Tukaj namesto procent naklona si bom nastavil kadenco in to je to. Tako imam zdaj na števcu hitrost, prevoženo razdaljo, prevožen čas, srčni utrip, kadenco, narejene višinske metre in pa povprečno hitrost. Ta prikaz je možno poljubno prilagajati, lahko si nastavite zaslonček z več podatki, maksimalno tja do 12, in seveda lahko si nastavite več zaslončkov. Jaz imam zaenkrat vklopljena samo 2, to je tale s podatki, ta drugi zaslonček je pa zemljevid. Med njima lahko preprosto prehajaš s prstom, ker števec ima touchscreen, ali pa uporabiš od spodaj te 2 gumba za levo in desno. Tako sem recimo zdaj dodal še en zaslonček z 12 podatki, da lahko skupaj vidimo, kako izgleda. Seveda pa je možno vsak podatek posebej še spremeniti in si ga prilagoditi svojim željam. To je možno celo med vožnjo. Vse te nastavitve je možno upravljati tudi preko telefona. Števc se zelo enostavno poveže na aplikacijo Brighton Active. Pri nastavitvah, ki so meni pomembne, je live track, tako da sem nastavil svojo ženo in lahko točno potem vidi, kje se v resnici nahajam. Druga taka pomembna nastavitev mi je povezava s Stravo, tako da ko z vožnjo zaključim, se proga avtomatsko objavi na moj profil na Stravi. No in tudi današnja se bo,
Tako da tisti, ki vas zanima, kje sem se vozil, boste lahko pogledali od spodaj. Bom dal v opis videa tudi link. Nastavil sem si tudi opomnik za pitje. To te števec potem opominja periodično na neko razdaljo ali pa čas, kdaj bi bilo pametno, da popiješ malo vode. Evo, zdaj sem videl, da mi ne zapiska, ko radar zazna od zadaj kakšno vozilo, tako da bom nastavil še to. Enostavno greš noter pod nastavitve, v senzorje, poiščeš tale radar, njegove podrobnosti in sem vklopil zvok tako za sprožitev, kot tudi en mini zvok, kadar vozila ni več. Ta števec seveda ima tudi navigacijo. Za delovanje navigacije mora biti povezan s telefonom in zdaj bom tukaj probal določiti kar eno točko na zemljevidu. Navigacija dokaj hitro najde pot in me začne usmerjati. Začetek poti sem namenoma zavil narobe, ampak navigacija brez problema shendla ta problem in najde novo pot. Iz tega vidika nimam nobenih pripomb, navigacija deluje ok. Bom pa probal še glasovno iskanje, ker včasih iskanje točke po zemljevidu ni najbolj priročno. Nova Gorica. V prejšnjem videu, ko sem števec prvič preizkusil, sem iskal Palmanova, pa pač ni najdlo. Tukaj smo zdaj videli, da glasovno iskanje deluje. Popolnoma po slovenskom sem povedal Nova Gorica. Na telefonu sem si v glasovnih nastavitvah nastavil jezik slovenščina in očitno zdaj, ko rečem Nova Gorica, števec to brez problema najde. Bom probal zdaj pa še eno malo težjo. Šempeter pri Gorici. Je najdlo tudi to. Ajdovščina. Ja, zgleda, da med vožnjo niso najboljši pogoji. To šumenje, tresljaj, vprašanje, kaj je narobe, ali je enostavno ta beseda pretežka za Brighton. Ajdovščina. Ne, zgleda, da je ajdovščina pretežek za Logaj, ampak nič hudega. Glasovno iskanje smo videli, da dela. Če ne dela v vseh primerih, imate možnost uporabiti tudi shranjene lokacije oziroma nastavljanje navigacije preko telefona. Tam pa zberete lahko katerikoli naslov. Navigacija najde naslov brez problema, skreira pot in jo prenese na števec. Enostavno. Ne vem, če se bo meni danes ratalo voziti 2 uri, ker je tam od zadaj ratalo čist črno. Tako da se odpravim kar proti Novi Gorici, za vsak slučaj, da me ne dobi kakšna nevihta. Ja, prej sem uporabljala Sigma, tako da me je ta stvar zdaj zelo navdušila. V bistvu nisem niti vedela, da ti en tak števc lahko pokaže toliko enih podatkov, takih zanimivih. Evo, zdaj imam pa avto od zadaj. Ta števc je povezan z radar lučko, ki opozarja na avtomobile, ki so za mano. Poleg tega pa mi števc pokaže tudi prejeta sporočila in pa telefonske klice. Vse mi pokaže na enem ekranu, pokaže mi message, evo, avtomobile. Ena izmed super stvari je pa opomnik pitja. Je pa super stvar tudi zemljevid, ki ga imaš na števcu. Zanimiva igračka. To so bili neki, bi rekel, prvi vtisi uporabe tega števca, prve misli, občutki. Tukaj vam zdaj dam še seznam trgovin, kjer je ta števc možno kupiti in seveda za kakšno ceno. To bi bilo danes to, kar sem imel za ta video. Še preverim porabo baterije na števcu. Evo, tako zdaj po 1 uri in pol vožnje je še 59%. Se pravi, 4% je porabo v 1 uri in pol, tu bi bilo 8% na 3 ure. Kjerkoli že boste, vam želim srečno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.